Malo bova razkužila, pa bova spet tam vratne žile pogledala. V eni od karotenih arterij je prisotna aterosklerotična naplastitev. Za aterosklerozo si upam trditi, imam jaz, imate vi ta trenutek, se počasi kopiči v telesu, hitreje se kopiči pri tistih, ki imajo več dejavnikov tveganja. Ko smo ravno kar končali gospo, zaprto žilo v medenici, sem Rok Perme, sem zdravnik internist na oddelku za žilne bolezni, hkrati pa delam tudi interventne posege endovaskularne v našem katedrskem laboratoriju. Tukaj se vidi zaprta žila na desni strani, na levi strani je lepo odprta glavna žila v medenici, ki gre v nogo, na desni se pa vidi, da tega ni. Ta gospa se na 50-100 metrov mora ustavljati zaradi bolečin v nogi. Stara ni niti 60 let, tako da sam ta poseg bo kvaliteto življenja močno dvignil. Pa hkrati bo tudi omogočil, ker ima težave s hrbtenico, da bo tudi fizioterapijo lažje izvajala. Tako da na ta način si bomo, upamo, omogočili tudi izboljšanje težav s hrbtenico. In če vam pol pokažem rezultat na koncu enega takega posega, se lepo vidi, kako je zdaj ta žila lepo odprta. Tole črno je zdaj kri, ki teče po žili naprej v nogo. In vse, kar ima gospa, ima 2 majhne luknjice v dimljah, brez operativnega posega. Je pa seveda, kot so vsi naši bolniki, kadilka. Kajenje je predvsem za periferne arterijske bolezni katastrofa. Ni bilo nič hudega, ne? Ne. Sem Borut Juk, predstojnik kliničnega oddelka za žilne bolezni. Letno sprejmemo na klinični oddelek za žilne bolezni 2000 pacientov, opravimo tam od 10 do 15 tisoč ambulantnih pregledov, 4000 funkcijskih diagnostik. Gospa je bila pa sicer napotena zaradi kardioloških težav, pa jo poskušamo izključiti tudi, da nima zraven še težav z žiljem. Hkrati pa tudi imamo lasten kateterizacijski laboratorij, kjer se opravlja okrog 600 posegov na leto. Aparatura je zelo sodobna in tukaj se marsikaj lahko dobrega naredi za naše bolnike. Jaz sem Matija Kozak in delam na kliničnem centru v Ljubljani na oddelku za žilne bolezni. Žilne bolezni so neprepoznane tudi zato, ker smo ljudje narejeni zelo dobro. In kar pomeni, da imamo mnogo rezervnih mehanizmov, ki preprečujejo težave. Nekdo, ki ni zelo telesno aktiven, bo imel težave pri hoji šele, ko bo recimo imel zožitev že 70% na enem mestu. Ateroskleroza je bolezen arterijske stene, vanjo se začnejo odlagati najpogosteje slabi holesterolni delci, LDL delci, ki so podvrženi oksidaciji, vnetju, razkroju celic in se potem začne žilna stena, arterijska stena plastiti in debeliti do take mere, da po eni strani lahko slej ko prej povzroči zožitve, zaradi katerih se pojavijo simptomi, po drugi strani lahko pa povrhnja plast te zadebelitve poči, žila zapade v strdek, pretok se nenadoma zamaši in pride do nekih kritičnih posledic, se pravi akutne ishemije spodnjega uda ali pa pri srcu infarkta ali pa pri možganskih arterijah do možganske kapi. Od sladkorne bolezni, krvnega tlaka, holesterola in v periferni aterosklerozi ključnega dejavnika kajenja. Tipanje stopalnih pulzov je eden od takih ukrepov, ki nam lahko pomaga, da pride do prepoznave težav. Ob tipičnih simptomih zdravnik potipa pulze, če so odsotni pulzi, lahko z zanesljivostjo rečemo, da tu je že prisotna periferna ateroskleroza. Pri posameznikih, ki imajo dvomljive simptome, lahko tudi stestiramo, bodisi na obremenitvenem testiranju na tekoči preprogi, ki je zelo dobro standardizirano, ali pa enostavno s hojo po hodniku, ker imamo izmerjeno točno metražo. Tudi informacijo poda, pri kakšni razdalji se posamezniku pojavijo simptomi. Če je to pri 40-50 metrih, gre za napredovalo bolezen, kjer bo pacient imel več koristi od invazivnega posega, kot mora biti tvegan. Če gre pa za dolgo razdaljo, recimo 200-300 metrov, bo pa veliko več koristi imel z redno hojo, kot pa morebitnih tveganj, ki jih s seboj prinaša invazivna dilatacija arterij. Zdrava prehrana, predvsem pa gibanje. Gibanje je zelo koristno in žal v današnjem svetu se gibamo premalo. Gibanje je odlično za srčno-žilni sistem. Hoja je eden najbolj učinkovitih ukrepov, zlasti pri zmernih oblikah periferne arterijske ateroskleroze in je
dobra ne samo za bolnike, ki imajo že znano periferno arterijsko bolezen, ampak pravzaprav vse. Se pravi, tudi če ne vemo, ali imamo PAB, želimo spodbujati, da pravzaprav hoja krepi naše zdravje, ne samo zdravje žile, ampak zdravje na vse. Mislim si, da smo mi toliko okupirani z bolniki, da verjetno nas ne mislimo dovolj. To bi najbrž bil poduk z vaše strani nam.